Za Jeto se je vedno zdelo, da je na trgu kot obrobni izdelek. Verjetno zato, ker nekaterim kupcem Golf ni bil všeč, ker je imel prisekan zadek. Zato tudi v 6. generaciji ostaja povsem klasična limuzina. Pa ne več na takšen način, da bi Volkswagenovci zgolj dodali suhoparen zadek in zamenjali del podvozja, ker se pač takšni avtomobili prodajajo v manj razvitih državah z drugačno mentaliteto in seveda slabšimi cestami. Nova Jeta je narejena zelo spodobno kot prava limuzina višjega kova, se pravi izdelana za globalni, tudi najzahtevnejši trg. In s tem tudi ni več le kopija Golfa. Verjetno je takoj očiten drugačen nos, bolj aerodinamična bočna silhueta in zelo dopadljiv visok zadek, ki se linije deli z bratranci iz Audijeve hiše. Tudi platforma, na kateri Jeta sloni, je za 7 cm daljša od Golfove, da je kabina bolj prostorna in udobna. In hkrati Jeta se noče primerjati s kakšnim pomaškom Passata, saj cilja na povsem drug cenovni razred. Armaturna plošča je tako kot nekoč zasukana proti vozniku. Potem sta tu spredaj še za sedenje odlična, udobna sedeža, veliko pa je tudi prostora. Ostala oprema je enaka kot pri ostalih modelih, zaradi česar deluje zelo sterilno. Brez duše, kot pravimo. Pohvaliti velja tudi prtljažnik, ki je s 510 litri velik, za nakladanje nerodno globok, paziti pa je treba še navodili vrat, ki se pogrezata v prostor. Škoda, ampak tu se pozna, da mora biti Jeta avtomobil, ki bo privlačen tudi zaradi svoje ugodne cene. Takšna namreč stane 22 000 evrov in ima najvišji nivo opreme Highline. Potem še 1,6 litrski dizelski motor TDI 77 kW in samodejni menjalnik DSG s 7 prestavami. O stabilnosti in vodljivosti ne gre izgubljati besed, ker sta kljub dobrim 40 cm daljši karoseriji in okoli 100 kg večji masi od Golfa, le za malenkost slabši od Golfa. Pogon pa se pričakovano odlično obnese, tudi s porabo med 5 in 6 litrov. DSG deluje skoraj perfektno, le pri speljevanju malo cuka. Ja, Jeta je, kar se vsega skupaj tiče, pravo presenečenje. Odlična, privlačna in tudi cenovno ugodna limuzina.